Od 25. do 30. avgusta se odvija mednarodni festival golfa in zabave v Arboretumu Volčji Potok. Organizatorji vabijo na že tretji festival, kjer si podajata roko šport in zabava. Golfsko igrišče Arboretum Volčji Potok leži v slikoviti naravni pokrajini sredi borovega gozda, med jezeri in drugimi naravnimi lepotami. Razigrano igrišče z 18 luknjami je vedno izziv tudi za najboljše. Ste organizator golf turnirja Arboretum. Nam poveste nekoliko več o pripravah, kako je vse skupaj potekalo? No, smo organizatorji festivala golfa in zabave. Pred 3 leti, ko sem začel delati v tej firmi, sem seveda hitro lahko ugotovil sodelavci, da je tistih tržnih niš oziroma niš, s katerimi hočemo organizirati dobre golf turnirje, še dosti. In eno od teh je bila zanesljivo festival golfa in zabave. In zabave zaradi tega, ker je sam golf družabnost in družba potrebuje zabavo, in če to sinergijo potegnemo skupaj, potem imamo lahko zgodbo o uspehu. Kdo vse pa so igralci na tem golf turnirju? Mogoče, če nam jih predstavite. No, igralci so praktično vsi, od tistih starih 12 let do tistih starih čez 80 in tako naprej. To se pravi, celotna slovenska in mednarodna populacija so kot igralci. Dali smo jim na razpolago praktično 6 dni oziroma 5 dni in v teh 5 dneh dvakrat štartov na strel praktično igrajo vsi. S tem, da smo za leto 2009, to je za to leto, pripravili tudi posebno veliko nagrado Arboretuma, ki pomeni, da igrajo 4 dni oziroma 3 dni in se jim skupen rezultat potem šteje za pridobitev te velike nagrade Arboretuma. Te nagrade so pa bruto in neto, nenazadnje skupna letna karta, ki jo imamo edini v Sloveniji za Lipico. To pomeni, da zmagovalci na tem turnirju za ta zvrst igranja bojo naslednje leto pri nas, to se pravi Arboretumu in v Lipici, igrali zastonj. Vsako leto v zadnjem tednu avgusta praznujejo. Skoraj cel teden je posvečen igri in glasbi v čudovitem ambientu in prijetni družbi. In kdo vse se sprošča in sodeluje na turnirju? Letos smo se odločili, da damo tistim najmlajšim priložnost, da igrajo s tistimi njihovimi vzorniki. To so njihovi učitelji, ki jih imenujemo v golfu proji, in danes imamo sliko, ko 3, 2 ali pa 4 najmlajši igrajo s svojimi učitelji. To je za njih največ, kar in ta trenutek lahko ponudimo. In na ta način imamo 6 festivalskih dni, kar je seveda glede na igrišče in glede na pogoje vremenske in vse praktično čisti maksimum. Rečemo še nekoliko o igrišču. Za kakšno igrišče gre, nam ga na kratko predstavite? No, veste, v Sloveniji je 11 igrišč in jaz o svojem lahko rečem samo to, da je to najlepše igrišče v Sloveniji, najbolj prijazno do vseh tistih, ki hočejo priti do ene zelo lepe igre, ki se imenuje golf, odigrati eno družinsko golf tekmo ali pa skupaj z partnerjem. Za nas je to igrišče ni vroče, je prijazno glede temperature, tako da se mi zdi, da je resnično tisto načelo, da to je najlepše igrišče, največ tudi je. V Sloveniji golf doživlja obdobje rasti. Pravzaprav sodimo z 8 do 9% rastjo števila golfistov v sam evropski vrh. Trenutno je v klube, ki so člani Golf zveze Slovenije, vključenih približno 6500 golfistov. Leta 2004 je Golf zveza Slovenije sprejela strategijo razvoja na področju mladinskega golfa. Poskrbljeno je za vse, od izobraževanja strokovnega kadra, opreme, promocije, izvedbe do strokovne literature in priročnikov v slovenskem jeziku. Zato se ne gre čuditi, da je otvoritveni dan golf turnirja Arboretum pripadal prav najmlajšim, ki so v ekipah po 3 in 2 posameznika in profesionalec spretno vihteli palice. Danes smo odigrali mladinski program, to pomeni, da so bili v vsaki skupini, se pravi 4 so bili v skupini, od tega so bili 3 otroci pod 18 letom. In naša naloga kot proja oziroma voditelja z te skupine je bila predvsem, da jih malo spodbujamo, kaj jim pokažemo, mogoče kakšno izkušnjo prenesemo. Predvsem pa to, da bojo uživali, pa da se bomo imeli fajn tehle 18 lukenj. Tako da nam je kar dobro uspel. Mislim, mi smo orenko uživali, tudi rezultat je bil soliden. Otroci so odlično odigrali, 9 udarcev pod parom, to je, mislim, fenomenalno. Jaz sicer malce slabše, ampak
kljub temu, no, mislim, da je bil izkupiček skupaj zelo dober. Danes si sodeloval na turnirju golfa Arboretum, ne vem, eni tvoji vtisi, kako je bilo? Ja, super je bilo, teksa smo špilali življenjsko igro. Srečo smo imeli tudi kar nekaj, sam je bilo pa tudi na koncu kar nekaj znanja na greenih pa zelenicah. Sicer bi lahko smo imeli še kar nekaj rezerve, 4-5 udarcev sam. Rezultat je fenomenalen, to kde nekaj reči. Ja, danes smo igrali zelo dobro, no, rezultat je 9 pod paran, to je 62 udarcev. Vtisi, ja, ekipa je zelo dobra bila, močna, vsak je prispeval del k igri, tako da smo se odrezali skupinsko. No. Počutila sem se v redu, najprej sem mislila, da bomo posamezno igrali, pa so nam pa šele povedali, da bomo igrali tekco Scramble, drugače sem se pa v redu počutila. Fantje so te zelo pohvalili, ti si bila v ekipi z 2 fantoma, s 3, z Pro in z 2 fantoma. Torej, zakaj si bila tako dobra? Ne vem, jaz sem ponavadi tako, jaz sem na kratki igri bila boljša od njih ponavadi. Pa na dolgi pa tudi, če sta ona dva slabo udala, sem pa jaz na sredo boljša dala. Koliko časa pa že igraš golf? Pa kdo te je navdušil mogoče? 3 leta pa oče me je navdušil. Imela sem se super, pa spoznala sem nove ljudi, nisem prijatelje, pa hodim na golf šolo zdaj, že prejšnji teden pa ta teden nisem se pa prav posebej za to pripravljala, samo tako sem malo vadila. Koliko časa pa že igraš golf? Mogoče kdo te je navdušil, ali kdo v družini igra? 2 leti, pa oči je enkrat rekel, da bomo začeli igrati, pa smo pa igrati začeli. Daj mi povej, kak vtis iz današnjega dne, ki si se ga udeležil golf turnirja? Ja, so zelo prijazni. Proji so tudi pomagali vmes, potem igrišče je tudi zelo lepo, urejeno, pa so igralci so tudi dobri. Ti si bil v ekipi še z 2 puncama, kako ste se vsi 3 v bistvu odrezali? Ja, jaz sem imel bolj slab dan danes, ena je zelo dobro igrala, ona tudi, no, ona je pa večinoma vodila, ta ena nas je reševala tam. Tako, no. Drugače je bilo pa fajn, smo se ujeli, smo se dopolnjevali drug drugega, smo reševali. Kaj je bila pa danes vaša naloga na samem golf turnirju z mladinci? Naloga na takem turnirju mislim, da je naloga pač igrati čim boljš, kakor lahko, pa pokazati otrokom, pač, da se kaj učijo, da opazujejo mojo igro in tudi malo sem tudi pač njim pomagal, jih usmerjal, kako odigrati v določenih situacijah in tako naprej. Mislim, da je to. Pa druženje, jasno. Kakšna pa je bila mogoče ekipa, koliko so dovzetni ti mladi, že zelo mladi za učenje golfa in za vseh skrivnosti te igre? Ja, zelo različno. Eni so zelo dovzetni, eni pač malo manj. Je pa zanimivo, so še pač majhni in jim koncentracija proti koncu malo popusti, tako da drugih 9 lukenj sem jih moral kar malo preganjati, da smo še šli naprej, ampak v redu drugače, ja. Koliko so bili stari v bistvu v ekipi povprečje? Če po pravici povem, niso to moji bili iz Arboretuma, so bili iz drugih klubov in sem v bistvu prvič z njimi igral, ker so pač žrebali in vse je tudi prav tako, in ne vem točno, koliko so bili stari, ampak mislim, da tam okrog 12 let, te 3, ko sem jaz z njimi igral. Morda, kje vi vidite prednost takega golf turnirja? Zakaj je dobro prirejati takšne golf turnirje sploh? Tukaj nekje si podata roko šport in zabava. Ja, prednost takih turnirjev je treba po moje čim več organizirati. To je zanimivo za otroke. Edino tu je prihodnost golfa, ker vsi te, ki so zdaj pač danes igrali z nami, bojo čez 10-20 let tisti, ki bojo pač člani in igrali na golf igriščih po Sloveniji in tako naprej. Moramo delati v to smer, da bo baza čim širša, da se bo golf razširil in to je za vse nas super. V šolski golf je trenutno vključenih približno 700 osnovnošolcev, ki bodo lahko postali bodoči zmagovalci.